pozdrav. Zelo lepo, da ste danes vsi točni. In to je to. Ugotovili smo, da vse deluje samo od sebe, po principu metode odprtega prostora in da se dogaja samo organizacija, če preveč ne posegamo. Tako da želimo si, da bi čim manj posegali v stvari, o katerih nimamo pojma. To je to. Pa me pa lahko režete. Ok, dragi moji, danes bomo končali z vajo, ker zdaj še pijete čaj, tako da bomo najprej čaj, potem bomo kaj povedali, pa kaj si bomo pogledali, pol na koncu bomo pa zaključili z eno vajo. Danes bi vam povedal dve zadevi, samo dve. Ena je povezana z izsledki znanosti o tem, kako negativne učinke ima stres na naša telesa, kaj vse povzroči v možganih in zakaj je dobro biti čim manj pod stresom, kar seveda pomeni, zakaj je zelo dobro ukvarjati se z meditacijami oziroma s tem, kar imenujem mindfulness. To je ena zadeva. Druga, v zvezi s to prvo bom pokazal tudi nekaj posnetkov možganov, da se boste predstavljali, da boste videli, kako zelo pomembno je to, o čemer bom govoril, ker spreminja anatomijo naših možganov. Torej, stres ni zgolj beseda, ki jo poznate in si mislite, da je to nekaj neprijetnega. Stres spreminja anatomijo v možganih. In tega zagotovo nočete. Ga ni človeka, ki bi imel interes, da se mu to dogaja, zato ker so te spremembe negativne, niso dobre, niso v redu, sploh niso v redu. Okay. Druga stvar, ki vam jo bom povedal, pa je, kako mi lahko ravno tako spreminjamo anatomijo možganov z vajami, ki jih poznamo kot mindfulness. Se pravi, v obeh primerih gre za anatomske spremembe v možganih. Samo da so v enem primeru slabe in so negativne, v drugem primeru so pa pozitivne. Zato je zelo dobro take vaje, zadnjič smo že govorili o njih, izvajati pogosto, oziroma vsak dan. Nobenega razloga ni, da človek tega ne bi počel vsak dan. Sem malo pozabil, če lahko stopim. Miha, ti kar vstopi. To se nam vsem dogaja, da kdaj pozabimo. Čim manjkrat se mora zgoditi? Po možnosti čim manjkrat. Ja sem pa izpadel z budala. Ni nujno, jaz ne verjamem, da je zdaj Miha izpadel kot budala, to se nam dogaja. No, potem pa kar gremo lepo po vrsti. Danes vam bom najprej spregovoril zelo na kratko o nečem, kar je tudi dobro poznati, ker mindfulness ni zgolj množica vaj, s katerimi lahko spreminjamo anatomijo možganov, ampak je še marsikaj drugega. Vi boste večkrat naleteli na to besedo, čuječnost oziroma mindfulness, in ne boste vselej naleteli na avtorje ali pa na ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki to, o čemer bom zdaj spregovoril, poznajo oziroma ki to vedo. Tako kot vedno, najprej ena knjiga, ki jo zdaj berem, samo za referenco, zato da boste vedeli, odkot jaz črpam. To je izjemna knjiga, to je res fantastična knjiga in predgovor k tej knjigi, ta knjiga je bila sicer prvič objavljena že leta 1991, zdaj je šla ponovno. Predgovor k tej knjigi, katere naslovnico vidite, je napisal človek, ki danes upravičeno velja za svetovno avtoriteto, za enega od avtorjev vsega tega, kar zajema beseda mindfulness. To je Jon Kabat-Zinn. Jaz sem vam povedal
pokazal samo par stvari, samo par njegovih poudarkov. Mislim, da je prav, da to naredim, ker je ta človek gotovo najbolj zaslužen za popularizacijo mindfulnessa oziroma čuječnosti po svetu. Zdaj, bodite čim bolj pozorni, tudi če ne boste razumeli vsega, bodite samo pozorni na nekaj poudarkov, ki jih bom izrekel. Jon Kabat-Zinn se je desetletja nazaj zelo veliko ukvarjal z praksami, ki jih sicer pozna budizem. Ena od številnih praks, s katerimi se je srečeval, je tale, ki jo označuje indijska beseda dharma. To je, ne poskušajte tega prevesti, ker se ne da. Ni pomembno tudi, če to besedo pozabite. Zdaj je pomembno samo toliko, da vemo, da se napaja mindfulness med drugim tudi pri budizmu oziroma pri starih praksah, pri praksah, ki jih ljudje poznajo že tisočletja. Dharma je en tak izraz, če se bo kdaj kasneje v življenju kdo še bolj podrobno srečeval z čuječnostjo, se bo tudi s tem izrazom in lahko bo kakšno knjigo tudi prebral, da bo bolj natančno se poglobil v njeno vsebino. Zdaj, ta izraz, ta beseda, je eden od temeljev čuječnosti. Zdaj, enkrat je pomembno samo to, da vemo, da je to eden od temeljev, ki sega v stare budistične prakse, ki so stare tisočletja. Drugi temelj je preprosto filozofija. Tudi tem hipu nas ne zanima, katera filozofija, to je fenomenologija, ampak nas več kot toliko ne zanima. Zdaj zanima samo, da vemo, da je še en izraz, torej dobro imeti pred seboj, ko govorimo o čuječnosti. Kot sem že rekel, to ni zgolj vrsta praks, vaj, s katerimi se tudi mi srečujemo, ampak je tudi filozofija in je nek način življenja, ki je povezan s to staro indijsko besedo dharma. In seveda sodobne oblike, tako je čuječnosti, so neposredno povezane z znanostjo, zlasti s kognitivno znanostjo in z nevroznanostjo. Namreč po svetu delajo številne raziskave o tem, kakšen vpliv ima naprimer na možgane in ne samo na možgane čuječnost. Jaz sem mu danes pokazal, kot sem že obljubil, nekaj takih raziskav, da boste videli, kako res lahko s takimi preprostimi vajami spreminjamo lastno telo, spreminjamo strukture, anatomijo struktur v naših možganih in kako je to dobro. Torej, to je ena zadeva. Druga zadeva v povezavi z tem, kar poudarja Jon Kabat-Zinn, pa je, da pri vajah iz čuječnosti zopet ne gre zgolj za to, da se človek dobro počuti, da mu je v redu. Ne gre samo za to, da je bolj miren. Ne gre samo za anatomske spremembe v možganih, ampak gre tudi za moralno preobrazbo človeka. Moralna preobrazba človeka pa pomeni, čisto preprosto rečeno, da človek postaja tudi boljši v tem smislu, se pravi v smislu moralnega in etičnega delovanja. Torej, z vajami, z razmišljanjem o tem, kar imenujemo čuječnost, zasledujemo tudi ta cilj, moralna preobrazba posameznika. Moralna preobrazba, kot vidite, ki zajema človekove dolžnosti. Na prvem mestu so dolžnosti. In na prvem mestu so dolžnosti do drugega človeka. To je v sodobnem svetu morda še toliko pomembnejše. Moralna preobrazba pomeni, da se človek tudi spreminja v odnosih do drugih ljudi, zlasti tako, da je zmožen večjega spoštovanja. In izraz, ki ste ga že slišali pri tem uporabu, in to je compassion oziroma sočutje. Vaje iz čuječnosti naj bi povečevale, tako je človekovo, občutek za drugega človeka, za druge ljudi. In sicer v smislu
sočutja in ste prebrali, grad zraven gre seveda tudi pravice, kreposti in to, kar imenujemo v žargonu pravi način življenja, ampak s tem se zdaj ne bomo v podrobnosti ukvarjali. Pokazal sem že prej naslovnico knjige, iz katere zdaj študiram, The Embodied Mind. Na tem mestu bi res zgolj omenil ta izraz, tudi če ga pozabite, ni pomembno. Pomembno je samo, da za trenutek pomislite, da je vaše telo ni neodvisno od vašega uma. Karkoli si že zdajle predstavljate pod besedo oziroma mind. Za nas je to pomembno, ker vemo, ker smo se naučili, kako lahko s pomočjo uma vplivamo na telo. To znamo narediti. In te vaje, ki vam jih tukaj kažem in jih bom še kazal, so izsledek, so rezultat, so učinek takih spoznanj, da lahko z umom vplivamo na telo. Ampak to sem že na začetku povedal, ko sem rekel, da lahko spreminjamo anatomijo možganov. Zdaj pa še enkrat skozi neke raziskave poudarimo, zakaj je to, kar sem zdajle povedal v teh 10 minutah, tako zelo pomembno. In bomo šli nazaj. Bomo šli na začetek in si bomo dali gor najprej tole slikco. To slikco, nažalost, marsikdo od vas pozna. Nažalost. Na sliki vidite enega učenca, lahko bi bil tudi dijak, po moje učenec, ki doživlja v vsakdanjem življenju, v šoli naprimer, to, kar imenujemo social anxiety, se pravi tesnobo. Tesnobo, bodi si zato, ker ga drugi, ki so od njega recimo močnejši, ker ga maltretirajo, mogoče ga je kdo kdaj tudi zmerjal, mogoče ga je kdo žalil, Bog ne daj, mogoče ga je celo kdo udaril, mogoče se počuti osamljenega. Skratka, socialna anksioznost je tisti izraz, ki nas v tem trenutku zanima. To so tesnobna stanja. Ta stanja niso dobra. Zato jaz nimam rad tistega žargonskega izraza, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ni res, ta gotovo ni dobra. Socialna anksioznost, ko se človek počuti žalostnega, osamljenega, samotnega, ko je vznemirjen, ko ne more spati, ko je živčen, kot se reče, to gotovo ni za nič dobro. Ne obstaja sofistika na tem svetu, ki bi nam pomagala misliti, joj, za nekaj je pa to vsekakor dobro. Ne, ni. Okay? Gotovo je pa nekaj slabega. Taka stanja, zlasti če se ponavljajo, če se človek večkrat znajde v takem položaju, zagotovo vodijo v depresijo oziroma v depresivna stanja. In tudi depresivna stanja niso za čistoč dobra na tem svetu. Nič dobrega ni na tem. Človek se ne želi počutiti depresivno. Ampak, vidite, socialna tesnoba, ki se lahko začne z drobnimi, vsakdanjimi izkušnjami, na katere človek sploh ni zelo pozoren. Kaj sem, znoji se, vznemirjen je, srce mu razbija, boji se učitelja, boji se kakšnega bulija, boji se ne vem koga že in to mine recimo po pol ure ali pa boji se testov ali pa ne vem česa vse se je mogoče v življenju bati. Boji se vrstnikov, boji se biti v družbi, boji se, kaj mu bodo naredili, boji se, kaj bodo rekli, če bo kaj povedal, boji se, da ga bodo zavrnili, boji se, da ga bodo zmerjali, da ga bodo žalili, da bodo izključili. Skratka, gotovo to poznate. Takih stanj je lahko veliko. In zdaj, če nekaj časa traja, če se to ponavlja, mesece ali pa celo leta, potem to zagotovo ni dobro. Vodi v depresivno stanje. Mi vemo, da to vodi v depresivno stanje. Depresivna stanja, ki se v telesu, v vsakem telesu, kažejo takole, oziroma tudi tako, kot bom zdaj pokazal. Če imate pred sabo torej prejšnjo sliko, to ni samo nek stres, za katerega človek reče, saj ni nič takega. Ta stres, ki spremlja socialno anksioznost, socialno tesnobo, ta stres
se kaže v vaših telesih in sicer takole. Okay? Zdaj, ne gre samo za duševna stanja, mentalna stanja, psihična stanja. Stres se najprej kaže čisto empirično v vašem telesu, kjer zopet ni nič dobrega zaradi stresa. Nič dobrega ni. Tudi tega nimam rad, ko včasih ljudje skušajo biti malo bolj sofisticirani, pa rečejo, obstaja dober stres, pa slab stres. Ne obstaja dober stres. Okay? Ali pa sej malo stresa je pa v redu. Ne, ni v redu. To lahko trdijo samo tisti ljudje, ki ne vedo, kaj stres sploh je. Jaz vam bom zdaj pokazal natančno, na milimeter natančno, kaj stres je in kaj povzroča v vašem telesu. Torej, prvi korak je že napisan in je na zaslonu. Se pravi, stres povzroča vnetna stanja. Lahko jih povzroča na različnih delih telesa, v organih. Ta raziskava, na katero se sklicujem, spremlja vnetna stanja v vaših žilah, po katerih se pretaka kri. Vnetna stanja so patološka stanja. To niso stanja, ki bi jih vi želeli imeti v svojem telesu. Nobenega vnetja ne želite imeti. Ampak stres povzroča telesa. Prosim, Maša. Ja, kako pa te tudi človekov, je ima kadajo denoki, da ti pa je ti Če imaš pred sabo tega mladeniča, lahko gremo nazaj, potem tukaj vidiš iz njegove drže kar precej znakov depresivnosti. Tale fant prav gotovo ne kaže zdajle kakšnih znakov veselja. Ja. A kje vidite veselje? Ne. Očitno se drži za glavo, očitno je potrt o nečem, tuhta, verjetno je žalosten, najverjetneje je nemiren, čeprav to se navzven toliko ne vidi, ampak iz teh gest, iz položaja telesa, lahko sklepate, da je, a ne? Da je, nekega je potrlo, nekega je vznemirilo, nekega je razžalostilo, mogoče se ne upa domov, mogoče je dobil slabo oceno, mogoče mu je kdo kaj hudega rekel ali pa celo naredil, tega ne vemo, ampak iz tega lahko sklepamo, a ne, da so stanja, v katerem zdaj je tale fant, prav gotovo bliže depresivnim stanjem, kot pa stanjem veselja, radosti, vzhičenosti, zadovoljstva in tako dalje. Drži. Ok, se pravi, lahko sklepamo že iz takih gest. Če pa pogledamo v telo, kar seveda običajno ne moramo pogledati, zato potrebujemo naprave, ki nam pomagajo videti, vidimo pa še tole. Poleg tistega, kar smo prej videli, vidimo torej nastajanje vnetnih stanj, naprimer v žilah. To je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker ta vnetna stanja spremlja nek drug proces. Nek drug proces, vi veste, da mora kri, ki kroži po žilah, zelo veliko krvi mora priti v možgane. Ker možgani potrebujejo za svoje delovanje veliko hrane, veliko kisika, potrebujejo glukozo in tako dalje, torej mora priti v možgane. In seveda tudi pride. Ja, ampak, če je človek pod stresom, se izločajo v kri se izločajo različne substance, različne molekule. Ena molekula je tale, ki jo vidite napisano tukaj gor, interleukin 6, to je ena substanca, to je ena molekula, ki je ne želite imeti. Gotovo niste zadovoljni, če jo imate, ampak če ste pod stresom, sploh ne veste, da jo imate. To veste šele zdaj, recimo, ko sem vam jaz povedal. Kaj se dogaja? Ta substanca ne bi smela priti v možgane, ampak pride zato, ker vnetna stanja, ki so posledica stresa, vplivajo na žile oziroma na stene žil tako, da postanejo bolj prepustne za različne molekule. Molekula lahko zapusti žilo, skozi steno, gre v prostor, kamor ta žila vodi. In če je to v možganih, ta interleukin 6 zapusti žile, gre skozi
stene žil, in se znajde v možganih. Ko se pa znajde v možganih, pa naredi štalo, kot se reče, po domače, tako je, po domače naredi štalo, oziroma moti, ta molekula moti delovanje ene strukture, ki se imenuje, tamle jo vidite, nucleus accumbens. To je tale struktura, tukaj zelena, vidite, tukaj zadaj jo imate, tle spodaj, tako globoko v možganih, to je tale struktura. Moti njeno delovanje. Zakaj je pa to pomembno? Gremo še enkrat. Človek je pod stresom, onega fantka smo videli, kako to zgleda, naprimer. V možganih se čez nekaj časa začne dogajati to, da ta substanca moti delovanje tega nukleusa. Ta nukleus je pa zelo, zelo pomemben, ker nadzoruje, ker regulira izločanje oziroma delovanje dveh nevrotransmiterjev. En je dopamin, drugi je serotonin. Zakaj je to pomembno? Dopamin je pomemben zato, ker ko vse deluje tako, kot mora, človek s pomočjo dopamina doživlja krasne občutke, čudovite občutke. To so občutki, prosim. Kaj pa se dogaja, recimo, z nami ali pa v telesu, ko se mu postajeti. Aha. Dogaja se zelo veliko stvari in če bi hotel pogledati še ene par, bi morali biti tukaj do jutra zvečer. Ker pa nimamo časa, bomo kdaj drugič pogledali še, kaj vse drugje se dogaja. Danes se bomo samo na tole osredotočili. Ok, dopamin je pomemben, kajti omogoča občutke, ki jih tudi vi poznate. To so prijazni, prijetni občutki, ko vam kdo kaj prijaznega reče, ko vas pohvali, ko doživite kakšen uspeh v življenju, ko kaj takega naredite, da se vam zdi, koliko je to dobro, da mi je to uspelo. Torej, ko ste uspešni, ko ste na nek način za to, kar ste naredili, nagrajeni. Ne? Ko se ljubiš. Tudi, ko se ljubiš, tudi, ja. In takrat ste radostni, takrat je me fajn, takrat ste zadovoljni. Pogoj za to pa je dopamin. Zdaj, ta struktura, ta nukleus pa je moten, kot smo rekli, zaradi stresa. Zato je z dopaminom težje kot sicer. Njegovo delovanje ni več tako, kot bi moralo biti. Zato je vse manj občutkov zadovoljstva, sreče, človek je vse bolj potrt, tesnoben, znemirjen, živčen, težko spi, itd., itd., itd. To smo prej že rekli, socialna anksioznost na dolge proge vodi v depresivna stanja. Podobno je z motnjami v proizvodnji in distribuciji serotonina. To je še en nevrotransmiter, ki je tudi povezan med drugim recimo z spanjem, zato, ko je človek živčen, težko po noči spi, je povezan serotonin z reguliranjem spanja in je tudi povezan z podobnimi občutki zadovoljstva in sreče, kot v primeru dopamina. Dopamin in serotonin imata kar precej takih sorodnih funkcij. In če so te funkcije motene in pri enem in drugem, je seveda popolnoma odprta pot v depresivna stanja. In teh depresivnih stanj se človek zlepa ne znebi. Kajti vzrok za to, smo prej rekli, je v socialni anksioznosti. Zdaj, če vi jeste tablete ali pa zdravila, ne vem, kaj vam že psihiatri dajo, to kaj prav dosti ne bo pomagalo, ker ni nujno, da se bo zaradi tega vaša socialna anksioznost zmanjšala. Lahko, da se bo do določene mere, lahko, da bo to vplivalo na njo, ampak vaš položaj, recimo v šoli, med vrstniki, med prijatelji, med znanci, sam po sebi se zaradi zdravil že ne bo spremenil. Vedenje ljudi, recimo v skupinah, spreminjamo drugače, ne z zdravili.
No in zato so depresivna stanja tako zelo trdovratna, ker zdravili ne morate do njih, ker bi se moralo spremeniti nekaj v smislu manjše socialne anksioznosti. Ljudje bi se morali počutiti bolj varno, bolj mirni bi morali biti, bolj sprejeti bi morali biti, pohvaljeni med drugimi in tako dalje. Vse to je pa stvar medsebojnih odnosov. In kot rečeno, zdravili ne spreminjate medsebojnih odnosov. Medsebojne odnose spreminjamo z odnosi. Okay? In tega se lahko naučimo, kako se obnašati, da se bodo ljudje dobro počutili. In ta izraz, ste tudi že slišali, imenuje se well-being. To nas zdaj več ne bo zanimalo, kako je pri teh miškah, to smo že prej pogledali, to nas tudi ne bo. Ja, to nas ne zanima zdaj. To sem sicer jaz predstavil prej, ampak ne bomo. Zdaj vam bom pokazal samo še 2 slikci, kako zelo pomembno je to, o čemer danes govorim. Ker je izjemno, izjemno pomembno. Tukaj vidite 2 posnetka. Prosim, Maša. Vidite psiholog, pa boste to sigurno zagotovo vedeli. Kakšne pa pride depresije? Kako se pride iz depresije ven? Zelo dobro vprašanje. Ne, se da. Ne, s tabletami, že gotovo ne. Jaz sem že nakazal, zdaj na koncu svojega prejšnjega govorjenja, kako. Se pravi, še enkrat poslušajte. Socialna anksioznost. Preprosto rečeno, to pomeni, da se človek, ko je skupaj z drugimi ljudmi, ne počuti dobro. Mal ga je strah, mal se boji, mal se znoji, mal ga glava boli, ni mu prijetno, ni mu fajn, to razumete, te izraze poznate. Okay? Se pravi, mi lahko na tesnobna stanja in depresivna stanja vplivamo tako, da se začnemo drug do drugega drugače obnašati. To pomeni, da smo drug do drugega bolj prijazni, da smo naklonjeni drug drugemu, da se večkrat ali pohvalimo, ali se kaj lepega rečemo. Skratka, da se obnašamo, tako kot pravi en pregovor, tako kot želimo, da bi se drugi ljudje obnašali do nas. Takoj bom. Ti si gotovo želiš, da so drugi ljudje do tebe prijazni, da ti kaj lepega rečejo, da so topli, da so prijetni in tako dalje. Gotovo. In drugi ljudje si tudi želijo, da si ti do njih taka. Prosim. Ja, recimo na primer, da je ona prijaden za mene. Kako se jaz recimo delam, da tem kavo boste narekovali prijaden do nebe, je te niti pa nisem. Ja, ni prav, da bi se delali, da smo taki, ker če se delamo, da smo prijazni, bodo ljudje prej ali slej ugotovili, da se zgolj delamo. Ljudje imajo raje, če smo do njih pošteno in iskreno prijazni. Ne pa, da se delamo. Temu se reče fake. Ok, dvoličnost je to, ja? Torej, ljudje imamo raje, da so drugi ljudje do nas iz prepričanja prijazni, če želijo biti prijazni. Imamo raje to, kot pa da je nekdo do nas dvoličen. Tega ne maramo, noben tega ne mara. Ker od tega pravzaprav nimamo nobene koristi. Če se zgolj pretvarjamo, da smo prijazni, drugi ljudje to zaznajo in si bodo rekli, brez veze, da je do mene prijazen, ker itak vem, da se pretvarja. In potem reče, jaz bi raje videl, da potem sploh ni do mene neprijazen, neprijazen, sploh nikakršen. Z ljudmi, ki so dvolični, pravzaprav ne želimo imeti kaj prav dosti opravka. Se jim raje ognemo, reče, ta je dvoličen. Raje imam človeka, ki je iskren in pošten, tudi če je kdaj recimo neprijazen, kot pa dvoličnega človeka. To drži? Ja. Ok, to razumete, prosim. Ja, zato je oni neprijazen do tebe, ti pa si prijazen do njega, kam pa to vodi? Nikamor. To ne vodi nikamor. Če je človek neprijazen do tebe ali pa nesramen,
je to zate stres. Zdaj, kam vodi, moram se malo popraviti, kam stres vodi, ja, depresivna stanja. Torej, če že, potem je neprimerno bolje, da se učimo drugačnega vedenja. Jaz sem prijazen do vas, vi ste prijazni do mene. Če sem jaz neprijazen do vas, zakaj bi bili vi nazaj prijazni do mene? Ni logike. Mogoče enkrat, mogoče dvakrat, potem pa nič več, pa si pa rečemo brez veze. Če sem jaz prijazen do nekoga, jaz upravičeno pričakujem, da bo on prijazen do mene. A razumete? V tem je pomembna logika socialnega življenja. Ali po domače, to, kar velja zame, velja tudi za vas. Ja, te ne glede lepo, ga je pa, da ga ido. Ja, saj mislim, da ni treba posebej razlagati, kaj to pomeni, da če ne bomo prijazni do drugih ljudi, težko pričakujemo, da bodo oni dolgo časa nazaj prijazni do nas. To je neupravičeno pričakovanje. Ne bodo. Prej ali slej se nam bodo začeli izogibati. Okay? Ljudje raje iščemo družbo tistih ljudi, ki so do nas prijazni, kot pa družbo ljudi, ki so neprijazni. Nihče ne želi biti v družbi neprijaznih ljudi. Ni logike. Ker si pod stresom. To sem pa že prej povedal. Stres ni dober. Nič na njem ni dobrega. Prosim. To srata zdaj, ki smo pri tem. Zakaj je na svetu vojna? Zdaj smo preskočili na eno drugo temo, zakaj je na svetu vojna. To spada tudi po depresijo. Neposredno ne. Neposredno. Nima nobene zveze. Kako? Kaj je pa razlog? Škaj, zdaj bi pa spet potrebovali do jutri do 10 zvečer biti tle. Zdaj, jaz nimamo toliko časa, tako da mogoče bomo kdaj drugič. Je šlah jutri. Ja, verjamem, da lahko, ampak ne, bomo kdaj drugič, ja. Bova midva to, kdaj drugič se lotila, zakaj vojna. To je velikansko vprašanje. Ja. No, ampak pejmo nazaj, da se bomo držali tele naše teme. Tukaj vidite torej 2 posnetka možganov. 2 različnih ljudi, 2 različnih otrok. Tole sliko bi jaz rad pokazal čist vsakemu človeku na tem svetu. Zlasti pa vsakemu staršu, vsakemu vzgojitelju, vsakemu učitelju, vsakemu človeku, ki ima opraviti z otroki, no, to so pa itak skoraj vsi. Ne bojo zastopil. To sliko boste vsi zastopili, zagotovo jo boste, ti tudi, Sančo, se ozrl, pa je sploh pogledal. A ja, ti pogledal. Ja, se ti jo tam vidiš. Vsi jo boste razumeli. Ta slika je absolutno nazorna. Zlasti bi to rad pokazal ljudem, ki so pripravljeni razmišljati, da je otroke včasih lahko tudi udariš, pa da si grob do njih in tako dalje. Ne me hecati, lepo vas prosim. To je znanstveni dokaz. Znanstveni dokaz. Nesporen dokaz. Ta dokaz je neovrgljiv. Ni argumenta, ki ovrže dokaz, ki ga zdaj tukaj vidite. Dokaz za kaj je to. To je dokaz, kako izjemno pomembno je. Ne mislim samo na otroke, seveda zlasti na otroke, ne mislim pa samo na nje. Je to, kar imenujemo well-being. Blagostanje v, recimo, družini. V družini, naprimer, če govorimo o otroku, ko se razvija, leta in leta in leta za to potrebuje. Velja tudi za vse druge ljudi, ampak za otroke velja še bolj, ker so na nek način bolj ranljivi in se še razvijajo. Torej, kaj vidimo? Vidite, že zgoraj naslov članka je podobi, 2 podobi sta, kažeta šokantne učinke, znamo angleško, šokantne učinke, ki jih seveda spet ljudje, zlasti starši, težko včasih vidijo, ker nimajo naprav, da bi pogledali, kaj se dogaja v možganih njihovih otrok. Zlasti v družinah, kjer je doma alkohol, nasilje, pretepanje, kričanje, žaljive besede, vulgarne besede in tako dalje in tako dalje. Šokantni učinki čustvenih travm v
možganih otrok. Ko govorimo o čustvenih travmah, prosim, zapomnite si to. Za to, da človek, otrok, doživi čustveno travmo, je včasih zadosti že ena sama groba beseda. Kaj šele, da otroka kdo udari, ali pa se izživlja nad njim, da ne govorimo o kakšnih zadevah, o katerih sem pisal v svojih knjigah, ko gre za spolne zlorabe. To so pošastne, grozljive zadeve, ki jih znanost nesporno zna zaznati in posredovati nam. Tukaj vidite možgane enega otroka, rečemo, da je ta otrok živel v normalnem okolju, ni važno zdaj, kaj to vse pomeni, in na desni vidite možgane drugega otroka. To, kar ta slika kaže, neodvisno od detajlov, ki bi jih lahko še povedali, pa jih ne bomo, ker nas to zdaj ne zanima, že velikost možganov v enem primeru in v drugem primeru se pomembno razlikuje. Se pravi, še enkrat, otroci, ki rastejo v družinah od malega, kjer je pogosto doma, torej hude besede, žaljivke, zmerjanje, alkohol, zadosti, da otroci opazujejo nasilje obeh staršev, ki se pretepata med sabo, ali pa zmerjata, ali pa si skodele mečata v glavo, ali pa kaj podobnega. Da ne govorimo o spolnem nasilju, zlorabah otrok, da ne govorimo o pretepanju, da ne govorimo o zapiranju otrok v, ne vem, kleti in mrzle prostore in vsemu tem, kar se reče v angleškem žargonu, da si grounded. Ne? Vse to lahko vpliva že na velikost možganov. Otroci v takem okolju bodo imeli dokazljivo manjše možgane kot otroci, ki živijo v okolju, kjer čutijo, zdaj to najprej čutiš, ne? Blagostanje, da te imajo radi, da so ti naklonjeni, da so odnosi topli, da se s tabo pogovarjajo, da se igrajo, da se veselijo starši, sorodniki in tako dalje, tako dalje. To poznate. Obstaja tako okolje in obstaja ena drugačno okolje. Seveda vmes je še tavžen drugih, gotovo, ne? Ampak zaradi argumenta moramo danes poudariti torej to prvo stvar. Ne? Manj ko je blagostanja, več je socialne anksioznosti, o tem smo govorili prej, ne? Več je stresa, ki pri otroku lahko vpliva tudi na velikost možganov. Možgani tega otroka se ne razvijajo tako, kot možgani njegovega vrstnika, ne vem, 3 metre stran, ki živi pač v drugačni družini pri sosedih. Prosim. Da pa vi to eni mami dokazali. Jaz ne rabim nikomur dokazovati, ker znanost je to dokazala vsakomur, ki hoče to slišati. Ne? Sej, zato sem jaz na začetku rekel, da če bi bilo po moje, recimo, če bi bil jaz čarovnik, bi vsi starši morali to gledati, ne vem, kaj ti vsak dan, 3 minute, zjutraj, preden vstanejo. Najprej to slikco pogledaš. Ne, malo se hecam, ne? Ampak to resno mislim. A veste, sej, vidite, kaj gor piše, sej to si ni Dušan Rutar izmislil. Šokantni učinki. Tle ni kaj razpravlja, to je dokazano onkraj vsakega razumnega dvoma. Pač nažalost so znanstveniki posneli možgane enih otrok in drugih otrok in ugotovili, da obstajajo med njimi pomembne razlike zaradi tega, kar sem prej govoril, da se ne bom ponavljal. Torej, meni slabo postane, ko samo slišim nekoga, da začne razpravljati, sej mogoče pa otrok včasih zasluži, pa ga lahko udariš, ali pa sej mogoče pa včasih treba bolj s trdo roko. Ne me se zuvati. Ja. Ne? To pomeni, da se taki ljudje, ki skušajo na tak način razmišljati, kot sem zdaj povedal, da se v bistvu norca delajo. Norca se delajo, če jaz rečem, ne me se zuvati, to pomeni, ne mi probati narediti nekaj, kar je totalno brez veze, kar je totalno noro. Ne me se zuvati, daj pusti me primer. Okay. Torej,
Ampak tega je veliko, da ne boste mislili. Obstajajo tudi strokovnjaki, v tej državi obstajajo, ki to zagovarjajo. Da lahko otroka tudi kdaj udariš. To so nore zadeve. Eni ljudje so zares nori, jaz ne moram drugače reči. Lahko jaz rekli, Prosim. sem včeraj slišala eno zelo noro novico in nisem mogla verjeti, da sem mislila, da je fake news in da se je izkazalo, da ni. Tukaj smo govorili že o bolečini, pa o tem, da jo živali čutijo. In včeraj oziroma ta teden so vatikanski parlamentarci izglasovali, da živali ne čutijo bolečine. Znanost dokazuje nasprotno in parlamentarci s tem nimajo pojma. Ja. Nažalost, verjamem, da je tako. To je samo en prispevek k norosti tega sveta, se popolnoma strinjam. To je prispevek k norosti, ki pomeni totalno brezbrižnost do znanosti, ki dokazuje, da je nič izmišljenega. Mimo tega enostavno ne morete. Vi lahko rečete, briga mene, lahko to rečete. Ne zanimajo me te slike, ki jih Rutar tukaj kaže, lahko to rečete. Ampak zato tole ne bo nič manj res. Tole je res, tudi če se vsi ljudje na tem svetu ne strinjajo. A veste, tako kot je 2x2 4, tudi če vsi ljudje trdijo, da ni, še zmeram je. In v tem je moč znanosti. A veste, znanost je neodvisna od tega, kaj kdo misli. Britanski parlament ali pa Sveti Jožef ali pa ne vem, Bog Otac. Je čisto vse, kaj kdo misli. Kako lahko sploh nekaj takšnega? Kako to lahko še leta 2017, oprostite, ne vem. Ne vem. Z lahkoto dokažem, a veste, ampak to bi nas spet peljalo v eno drugo smer. Hvala Bogu, da se nekaj se dogaja. Sej se. Z lahkoto dokažem še nekaj. To so osupljive zadeve, če majčkeno pomislite na nje. Pazite zdaj. Obstajajo ljudje, ki so recimo zelo poškodovani, ki imajo demenco v terminalni fazi, raka, razsute možgane, ker so jih poškodovali v kakšni nesreči in tako dalje. Okay? Si predstavljate malo, razsute možgane, demenca, Alzheimer, hude poškodbe glave, hude, zelo hude, ko so možgani tako prizadeti, da večino funkcij ne opravljajo več. In jaz lahko dokažem, in znanost lahko dokaže, da imajo više razviti primati, recimo šimpanzi, razvitejše možgane kot ljudje v teh terminalnih fazah, ko so njihovi možgani tako zelo poškodovani. Prosim, a bomo potem tudi te ljudi, kaj, odpeljali na smetišče, jih bomo postrelili? To so delali Hitler in nekateri. Obstajajo živali, ki imajo dovolj nevronov, dovolj možganov, ker so evolucijsko te strukture nevronske, so enake kot pri nas. A veste, miška nima bistveno drugačnih možganov kot vi, ima jih bistveno manj, nima pa drugačnih. In živali, številne živali, ogromno je živali, seveda to ne velja za enocelične bakterije, viruse in ne vem kaj že, številne živali čutijo, čustvujejo, doživljajo in imajo celo protojezik. Primati, šimpanzi, gorile in tako dalje, uporabljajo to, kar imenujemo protojezik. Zelo podobno kot ljudje. Kar seveda pomeni, da bi bilo treba, in to vprašanje, kdaj bo civilizacija sploh na taki ravni, še enkrat temeljito prisluhniti, kaj nam govori znanost. Med drugim nam govori, to smo se tudi tukaj že srečevali nekateri, če se spomnite, ali je kdo res pripravljen, samo za metaforično usporednico, ljudje vsak dan pobijajo, naprimer, govedo na tem svetu, na veliko, zato da jejo zrezke. Nobene potrebe ni, da to počnemo, ampak počnemo. Oziroma človeštvo počne, jaz se izvzemam, jaz tega ne počnem. Te živali dokazano trpijo in čutijo bolečino. Dokazano. O tem ni nobenega spora v znanosti. Pa vendar na milijone in milijone in milijone in desetine milijonov živali pobijamo vsak dan, zato ker jaz pa zrezke rabim, jaz moram zrezke resti. Vzemimo samo po usporednico. Ali je kdo pripravljen, to je zdaj nekaj grobega, kar bom zdaj rekel, ampak moram reči,
Ali je kdo pripravljen razmišljati? Bog vari, da bi to naredil, ampak samo razmišljati, da bi ljudi terminalne faze raka, da se ne bom ponavljal, na enak način, kot se temu reče, humano ubiti, kot pobijajo živali zdajle, ko se mi tukaj pogovarjamo po celem svetu. Kdor je pripravljen samo pomisliti na kaj takega, ga ne želim niti videti več. Kaj še lepo pogovarjati se z njim? Pa nam dvignilo. Veste, to so nevarne zadeve. To so zelo nevarne zadeve. Resnično to mislim. Jaz ne vem, kako vi to čutite, ampak upam, da čutite, ker vam želim to približati. To so nevarne zadeve. Kaj ti? Zdaj pa bomo danes pač tole preskočili, ker ne moram jaz jeti, bomo pač drugič vajo naredili. Nekega dne je en starš, to je resnična zgodba, v Nemčiji pisal pismo takratni nemški vladi. In sicer je napisal: doma imam zelo težko hendikepiranega invalidnega otroka, whatever. Ne? Imam zelo težko, to bi bil, oprostite, to bi bil lahko kdo od vas. Pismo namenjeno Hitlerju, ali lahko ubijam tega otroka, itak je samo breme, pa strošek, pa iz njega nikoli nič ne bo. In ko je Hitler to pismo dobil, ker ga je res dobil, je naročil ne vem kateremu ministru Geringu, enemu pač, rekel, ne sam, da nemška vlada dovoljuje, da ubije ta oče tega otroka, vse otroke bomo pobili, take. Ali ste pripravljeni se podpisati pod kaj takega? Upam, da ne.